Nadaljujeva pot. Se moram najprej malo povzpeti nazaj, tle, ker so se spustila. Pa greva pa naprej, mora pa na drugo pot najdeti, ker je pa naprej. Na slab 2 in potem na slab 1, ta je slab 3. Ta je 20 metrski, da sta pa še parkrat večja, 3krat večja. Ajde, ajde. Brez počitka. Je kar naporna. Plezava, plezava. Ja. Gor je lažje kot dol. Počas. Je, da so nadaljevala pot proti drugemu slapu. O, shit. No, to se pa zgodi. Stopiš res v blato. Krasno. Tako da zdaj greva tlele še malo pogledati naprej, potem se bom pa kar vrnila. Če tako kot piše na tablah, bi se vrnila do prvega slapa nazaj do 5 popoldne šele, s tem, da to verjetno je samo naprej pa nazaj, brez kakšnega postanka, ker je pot res takale, džungla, blato, vsak sploh ne, kam bi stopil. No, tako da še z drugo nogo, super. Tako da zdaj v naslednjem potoku, ko bo, ko bom šel nazaj, najbolj grem kar cel noter. Ker sem tak. Tako da drugega pa tretjega tega slapa največja ne bova dobila, ker je velika nevarnost, da ostaneva sred te džungle, sred noči. Mogla bi iti po moje že zelo, zelo zgodaj zjutraj, da bi prišla pravočasno popoldne nazaj. Čeprav po kilometrih je to samo 4 km, mislim, da zračne linije, ampak tukaj traja 1 kilometer celo večnost. V taki džungli verjetno še niste hodili. Tukaj dol je prepad. Tukaj treba biti res pazljiv. Tukaj nas podrsne, da ne padeš not. Loviš ravnotežje, se prijemaš raznih stvari. Dobro, so pa saj en pohod dober naredila, pa videla ta prvi slap. Tam, ko smo se ustavili malo, so naj takoj komarji napadli. Sva pa pozabila za našpricati sabo vzeti. Tako da nič kaj fajn. Drugač malo sabo tudi sva kupila tablete proti malariji, ampak jih zdaj trenutno ne jemljava. Malo pa jih sabo. Zdaj, ker so zelo dragi in če bi tako gledala, tukaj, ko sva, ni tako spet nevarno za malarijo. Moram malo čuvati. Zdaj, ena škatlica stane 35 €. Jih je pa 10 tabletov, mislim, da noter. Moraš pa to vsak dan jesti. Pa še prideš na to področje nekaj dni prej, pa še potem, ko odideš nekaj časa, tako da po moje cenejše meso jeva kot te malarone. Tu pa res človek počuti kot Tarzan tukaj. Italija je malo bolj počasna, jaz sem šel kar naprej. Sem da vidim, kakšna je pot naprej, kam se pride. Vseeno bi rad kaj z dronom posnel, če bi se mi samo z te džungle, sploh ne moraš dvigati drona. Tukaj je lepa tabla. Ja, nič ne piše časovno, koliko je, se pravi, edino kar vem, da sem na pravi poti. Nikakor ne najdem kakšne vsaj malo čistine, da bi prišel čez.
bistvu je pot še dalje slabša. Dejansko moraš po vseh 4 iti po blatu. Ne vem, če se kaj zgodi, ko sploh na kakšno pomoč, da lahko pokličeš, glede na to, da ni nobenega signala. In tukaj je en potoček zdajle. Si bom stopil v tale po vodo noter, da si malo operem. Čevlje. Topa ravno ni, ne? Itak malo čisto premočenje, tudi čisto sebe. Zlato ne gledaj. Mislim, da se bom obrnil in grem nazaj, brez veze. Da nadaljujeva po taki poti, ker ne bo itak nikamer prišla. Sem pa vseeno vesel, no, da sem izkusil to izkušnjo, kako je v džungli. Čeprav mi je žal, da nisem videl tistih 2 lepih slapov. Očitno bi morala najeti avto za več dni, ker je problem, ker ga dobiš šele ob kakšne 10 dopoldne, ker prej sploh ne začnejo delati. Pa preden prevoziš pol otoka, rabiš uro pa pol, potem pa že ura 11 ali pa 12 in si prepozen za tak pohod, ker je res nekaj ur eno smer. Vseeno sem mislil, da bo malo lažja pot. Ni šans, da drona spustim, tako da se vračam nazaj do Natalije. Sem najdel dežnik. Si se zaplezala v blato? Ne vem, kam bi šla. Naprej. V blato. Čakaj. Daj stop na to vejo gor. Ki si pa tle roko dal. Ne hodi tam, da ti dol padlo. To je še najmanj, kar se nama je zgodilo. Čaka naju naprej takele pot. Napredujejo takole na 2 minute z 10 metrov. Že moje druge pranje danes. Kar not. Za ne 5 metrov bo. Tako novo, tako je. Evo ga, še komar je na GoProju. Nadaljujeva. Pregovor pravi, če nočeš imeti vode v čevljih, ne sadi riža. Jaz bi pa še dodal, ali pa ne hodi po džungli. Najbolj da Natalijo vprašam, kakšna se ji zdela pot, oziroma se ji zdi. Pot do 20 metrovskega slapa je bilo kar v redu. Naprej do drugega se pa žal ta zgodba konča. Oziroma samo del poti proti drugem, ne do drugega. Pa nazaj so bili taki široki, veliki listi kumarele. In bilo super, če bi enega vzel, sem že hotel. Zdaj pa najbolj, da se skrijeva nekam pod kakšen deblo. Mogoče tukaj. Šumi, pada. Ampak ne, da se ne dava. Voda ni najmanj težava. In strani je čisto zaprto, pada dež. Po moje bomo vseeno kar nadaljevala. Nič, greva naprej. Malo bojnih hran, malo. Ali je padlo. No, tudi meni je ratalo past na obe roki, pa na rit. Ampak sem cel, tako da nadaljujeva naprej. Mislim, da imamo dosti teh slapov in tega blata. Pa nova izkušnja, to je pa res. Sem da cela pride nazaj v dolino. To pa šla že na pot nazaj. Zdaj pa taka pot do avta nazaj. Danes bodo pa za kosilo banane. No, danes, ko sem pol, v bistvu sem še objektiv odlomil, tako da sva zdaj še brez fotoaparata. Odkrila sva, da obstaja še ena pot,
Celo rampa je bila odprta, ker naj bi prišla do drugega tega slapa, 110 metrskega, tako da upam, da nam uspe saj z avtom priti. Če bi že prej vedela, bi verjetno že prej se odločila za to varianto. Medve greva vseeno na drugi slap. Za prvega smo že prepozne. Plačati smo mogli vstopnino 5 evrov posebej. Zdaj imamo pa 20 minut do tega drugega slapa. Do teme imamo še 2 urci, ker smo še ta pravi čas uspela. Dobro, da smo uspela najti še to pot. Škoda mi je zdaj fotoaparata, ker ne mogel nobene lepe slike narediti, razen s telefonom. Upam še, samo upam, da nisem drona še uničil, ker če sem pa še drona uničil, pa. Tole je pa bistveno drugačna pot, ko smo šla do prvega slapa. Očitno je to teh 5 evrov. Glavno takole skozi potka, graja, serpentine, sliši se voda, mreža, da ne drsi. Megleno je, upam, da se bo slab sploh videl. Še kakšen dež. To pa je slab, ne? 110 metrov ima. Zdaj pa predlagam, da drona dam ven, upam, da bo poletel tukaj. To je zdaj ta 110 metrski slap, ki sem ga uspel posneti z dronom, z rahlimi težavami. Njim je še nekaj manjših. Še više gor je pa drugi, ampak je žal, sem ga samo na začetku malo videl, potem pa je prišel oblak in se ga ne vidi več, se pravi zaradi vremena. Je pa še malo večji kot je ta, ampak že ta je ogroben. Včasih se je tukaj daleč naprej, bila pot, da si prišel pod slap, ampak ko je bil potres, je še vedno včasno rušil skale, zato ni varno in je zaprto in imajo sem tukaj to razgledno točko. Če bi pa nadaljevala od prvega slapa naprej, tam, ko sva začela, bi prišla pa tukajle, po tele potki ven, z te džungle. Pokazala, kje sva bila, kje sva. Bila sva tukaj, na drugem. Prav 662 je tlen vrh. Tale višji je prvi slap. Ja.
Potem tole vulkan 1456 oziroma 1464 metrov visoko. Smo pa v bistvu, to je Guadeloupe, ki je sestavljen iz dveh otokov. To ni en otok, kdor misel, to je Grande Terre, to je Basse Terre, čeprav smiselno, da bi bil to Grande Terre, pa to Basse Terre, ker je ta večji, višji in tako naprej, ampak ni. Tukaj so še tisti otočki, niso narisani, ki so medva bila, se pravi, medva so preplula ta del, pregledala, to sva oplula, potem pa od tukaj do tukaj. Zdaj sva pa na sidru v Dešaisu, naredila bova odjavo in odšla potem naprej na Antigua, ki je nekje tukaj gor, 80 km stran ali 40 mil. Dal se vidi morje, sonce, tukaj okoli naju je pa vse oblačno. Kjerkoli se ustava še kakšen slab potoček. Danes so bila še zadnjič v Dešaisu, so naredila odjavo. Danes je petek, odjadrala bova v nedeljo zjutraj zgodaj, tako da bova prišla še po dnevni svetlobi na Antiguo, ker imajo tam zelo veliko čeri, plitvin, nimajo označenih, tako da ni priporočljivo priti po temnem. Danes pa tukaj kar precej piha, v bistvu še največ, kar sva tukaj, sunki segajo tudi čez 45 vozlov. Danes bova tukaj še nekaj časa, potem pa imava plan iti za hrib na drugo stran, na tista ta večja plaža in bova tam še en dan na sidru, potem pa nadaljujeva na Antigua. To smo pa v Dešaisu, to je cerkev pa policijska postaja, kjer snemajo Smrt v raju ali Death in Paradise. Zaprto je, torej ni nobenega tukaj. Tole je pogled na zaliv. Noter se ne da. Evo, Sainte-Marie Police. Čeprav to je samo za nanizanko, Sainte-Marie ne obstaja drugače. Se pravi, snemajo na Guadeloupu, ampak je kot otok Sainte-Marie. Tole je celica, zapor ali pa recimo prostor za pridržanje. Da se sem takole čez luknjo pogledati. Tukaj še ena. Drugače pa to nanizanko snemajo zdaj 13. sezono. Snemajo pa pol leta v celem letu, se pravi 6 mesecev snemajo, 6 mesecev ne. Očitno so zdaj v tem času, v bistvu tle zima in ne snemajo, se pravi bodo verjetno čez poletje. Evo. Peter je že najdel tono. Ulice so pa take lušne, barvite. Ja, St. Rose. Cene so primerne otokom. Ena kepca sladoleda je 3 evre. Tamle je na Intimi, na sidru. Tukaj je ena lepa plaža. Tukaj zraven je pa ta lokal, kjer snemajo tudi na nanizanki. Natalija je nekje prebrala, da mora biti vsaj enkrat v nanizanki zajet en delček v se pravi posameznem delu, tako imajo v pogodbi. Drug del tega lokala je pa na drugi strani ulice, se pravi pa čist drug lokal. Ampak izgleda kot eden potem, ko posnamejo.